Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci programa Ars in Radia Ognjišče. Na nedeljo Jezusovega krsta bomo iz cerkve svetega Rupreta v župniji Videm Krško neposredno prenašali sveto mašo. Daroval jo bo župnik Alojz Kačičnik. Pri maši bo sodeloval mešani pevski zbor Videmčan pod vodstvom organistke Manje Molan. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, milost in mir našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi. Prisrčno pozdravljeni in dobrodošli vsi tukaj zbrani ter poslušalci Radia Slovenija in Radia Ognjišče širom okrog. Ker smo kot Kristusova cerkev v duhu povezani v enost, se veselimo tega, da bomo današnje bogoslužje radostno soustvarjali skupaj. Nedelja Jezusovega krsta, ki jo obhajamo, nas opominja, da krst in voda na simbolni ravni predstavljata očiščevanje in obnavljanje, prehod v novo življenje ter zaščito pred močjo teme. Tudi v Jezusovem življenju je krst v reki Jordan predstavljal prelomnico med njegovim prejšnjim skritim zasebnim življenjem ter bogatim javnim delovanjem po njem z vsem, kar je zabeleženo v evangelijih. Prav tam, v Jezusovem krstu izvemo tudi to, da Janez Krstnik v zvezi s krstom uporablja tudi simbol ognja, in pravi: jaz krščujem v vodi, toda on vas bo krstil v svetem duhu in ognju, kar simbolizira vzvišeno posredovanje Boga in njegovega očiščevalnega duha. Medtem, ko smo v tej mogočni simboliki zbrani okrog oltarja, je lahko ta trenutek povabilo zame, zate, za vse nas, ki nas je Jezus pri našem krstu poklical po imenu, da vsak v svojem življenju stopimo iz teme ega, se osvobodimo iluzij in lažnih obljub tistih, ki vodijo narode, a delajo le za lastno korist. Prav zdaj smo povabljeni, da kot Božji otroci ozavestimo svojo božansko naravo, ki je kot vodni tisk zapisana v nas, in vedno jasneje in pogosteje
ozaveščamo misli, ki jih mislimo, čustva, ki jih gojimo, besede, ki jih izražamo, življenje, ki ga živimo. Saj z njimi soustvarjamo kakovost svojega vsakdana, svoj notranji mir, zdravje, odnose, svojo sedanjost, pa tudi našo skupno prihodnost. Dragi zbrani, povežimo se z Jezusom in med seboj kot bratje in sestre, da bomo obhajali to sveto Evharistijo v moči svetega krsta, da bomo v svojem vsakdanjem življenju in svetu spet kot krstna voda, ki poživlja, očiščuje in varuje, ter ogenj svetega duha, ki greje, sveti in preobraža. Tiste trenutke, ko smo krstno milost zanemarili ali kakorkoli omalovaževali, priznajmo in te trenutke obžalujmo ter prosimo odpuščanja. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Slava Bogu na višavah. Hallelujah.
Vsemogočni večni Bog, nad Jezusom se je ob krstu v Jordanu prikazal Sveti Duh in ti si ga slovesno razglasil za svojega ljubljenega Sina. Daj, da bomo tvoji posinovljeni otroci, ki smo bili po krstu prerojeni, neomajno vztrajali v tvoji milosti. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz knjige preroka Izaija. To govori Gospod. Glejte, moj služabnik, ki ga podpiram, moj izvoljeni, ki se ga veseli moja duša. Položil sem nanj svojega duha, narodom bo delil pravico. Ne bo vpil, ne bo kričal in ne dal slišati svojega glasu po ulicah. Nalomljenega trsta ne bo zlomil in tlečega stenja ne ugasil. Zvesto bo delil pravico. Ne bo opešal in ne klonil, dokler ne bo vzpostavil pravice na zemlji in dokler otoki ne bodo dočakali njegove postave. Jaz, Gospod, sem te poklical po pravici in te prijel za roko. Varujem te in te postavljam za zavezo ljudstvu in za luč narodom, da odpreš slepe oči in izpelješ jetnike iz zapora, izječe tiste, ki sedijo v temi. Božja beseda. Berilo iz apostolskih del. Tiste dni je Peter spregovoril. Zdaj v resnici razumem, da Bog ne gleda na osebo, temveč mu je v vsakem narodu všeč tisti, ki se ga boji in pravično ravna. Izraelovim sinovom je poslal besedo in jim sporočil evangelij miru po Jezusu Kristusu, ki je Gospod vsega. Veste, kaj se je dogajalo po vsej Judeji,
začenši v Galileji po krstu, ki ga je oznanil Janez. Veste o Jezusu iz Nazareta, ki ga je Bog mazilil s Svetim duhom in z močjo. Hodil je iz kraja v kraj ter delal dobra dela in ozdravljal vse, ki so bili pod hudičevo oblastjo. Zakaj? Bog je bil z njim. To je Božja beseda. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Mateju. Tisti čas je prišel Jezus iz Galileje k Jordanu do Janeza, da bi se mu dal krstiti. Janez ga je hotel odvrniti od tega in je rekel: jaz bi se ti moral dati krstiti, pa ti hodiš k meni. Jezus je odgovoril in mu rekel: pusti zdaj, kaj ti spodobi se nama, da tako izpolniva vso pravičnost. Tedaj mu je pustil. Po krstu je Jezus takoj stopil iz vode in glej, odprla so se nebesa. Videl je Božjega duha, ki se je spuščal kakor golob in prihajal naden. In glej, glas iz nebes je rekel: ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje. Poslušali smo Kristusov evangelij. Dragi bratje in sestre, zbrani tukaj v cerkvi svetega Ruperta na Vidmu v Krškem, drage poslušalke in poslušalci programa Ars na Radio Slovenija in Radio Ognjišče. S praznikom Jezusovega krsta, ki ga obhajamo danes, zaključujemo božični čas. Z današnjim dnem se praznični čas spomina na Jezusovo rojstvo in otroštvo zaključuje in odslej stopa v ospredje čas njegovega javnega delovanja. Božično razpoloženje pa bo po cerkvah in tudi vsaj po nekaterih domovih z jaslicami in božičnimi pesmimi ostalo še vse tja do svečnice. Danes nas nagovarja dogodek v reki Jordan. Jezus je prišel k sorodniku Janezu in ga prosil za krst, kar ga je presenetilo, saj je bil prepričan, da Jezus njegovega krsta ne potrebuje. To nam najbrž govori o tem, da je Janez že pred krstom prepoznal v Jezusu nekoga, ki ga pošilja Bog in ki se mu ni potrebno spreobrniti, da bi postal njegov prijatelj. Ker Jezus vztraja, ga vendarle krsti. In to, kar Janez pred krstom je slutil, se je potrdilo, ko se je iz neba zaslišal glas, ki je govoril: to je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje. Jezusov krst je dogodek na začetku njegovega javnega delovanja in nam nakazuje, da bo vse, kar se bo z Jezusom dogajalo, tesno povezano z nebeškim očetom. In Jezusova želja je bila, da bi bili vsi ljudje deležni te milosti,
Zato je pred svojim odhodom v nebesa učencem naročil: Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence, krščujte jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal. In glejte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. S tem je krst postal temeljni znak povezanosti z Bogom in pripadnosti skupnosti Jezusovih učencev, ki jo imenujemo Cerkev. Veselje nebeškega Očeta nad Jezusom ob njegovem krstu je nekaj, kar temu dogodku daje poseben pečat. Prav tako Jezusovo zagotovilo, da bo z nami vse dni do konca sveta. To nam daje gotovost, da nas Bog vodi v vsakem trenutku našega življenja, le odpreti se mu moramo in z njim sodelovati, da bi izpolnili njegovo voljo. To sporočilo je lepo prikazano tudi v naših jaslicah, ki jih je izdelal znameniti kartuzijan kipar pater Wolfgang Kogler. Nad betlehevskim hlevcem je upodobil Boga Očeta, ob njem tudi Svetega Duha, ki bdita nad celotnim dogajanjem in se veselita, da se izpolnjuje njegov načrt, po katerem bo prišlo do izraza njegovo veselje. Danes se lahko zgodi, da se večkrat vprašamo, kdo se še sploh zaveda te velike milosti in veselja, ki ga prinaša Sveti krst. Veselja in radosti ob krstnem slavju seveda ne manjka. Praznovanja so navadno zelo slovesna. Mislim pa na zavest pripadnosti Kristusu in Cerkvi, ki je temeljna dobrina, ki jo prinaša krst. Če pomislimo na Evropo, potem je skoraj povsod prisoten upad krstov in s tem tudi krščanstva. Prav zato me je v adventnem času zelo nagovarjala zgodba za zgodbo, ki smo jo lahko prebirali v adventnem koledarju, ki so ga pripravili naši misionarji. S tem so dodali pomemben del svetemu letu upanja, ki smo ga obhajali lani. Predstavili so, kako oni prepoznavajo upanje v svojem delu, ki je velikokrat naporno, težavno, dolgotrajno, a znajo najti svetle točke. Ganljivo je bilo prebirati, s kakšno težavo nekateri otroci svojo iznajdljivostjo in s pomočjo okolice pridejo do možnosti, da bi hodili v šolo, se učili, in kakšno veselje je, ko jim to končno uspe in ko tudi dosežejo poklic in možnost, da napredujejo. Prav tako je ganljivo bilo prebirati zgodbe, v katerih so prikazani tisti, ki so se odločili, da bodo postali kristjani, včasih celo za ceno velikih žrtev. Naj tukaj spomnim na Mojzija iz Madagaskarja, ki je prejel krst in za krščanstvo navdušil še svojega brata. Ali pa na Žanibeka iz Kazahstana, ki je doživel nasprotovanje svoje matere, še bolj pa svoje tete, že samo ob tem, da je molil s prijatelji, in to je bil razlog, da so ga na tetino zahtevo vrgli iz stanovanja. Kasneje mu je neko dekle po imenu Tomiris napovedovalo: mi se bomo potrudili, da boš ti sprejel nazaj pravo vero, in to je islam. In kaj se je zgodilo? Ravno nasprotno. Tudi ona je čez nekaj časa zaprosila za sveti krst. Za botro pa si je izbrala prostovoljko Saro iz Slovenije. Danes pa pomaga kot katehistinja. Najbrž se spomnite neverjetne Kirilove zgodbe iz Rusije, saj smo jo prebirali na nedeljo. Njemu je oče trdovratno nasprotoval, da bi postal kristjan. Šele na začetku krstnega obreda je popustil, da je bil lahko sin krščen. Kasneje pa sta na pot krščanstva stopila še njegova mati in njegov brat. A to še ni konec zgodbe. Nazadnje je bil tudi ta dogodek med razlogi, da se je do takrat laiški misionar Janez Sever odločil za duhovniški poklic.
Te pripovedi govorijo o tem, da je moč vere in pripadnosti Cerkve tudi danes aktualna, živa. Lahko jih dopolnimo še s tem, da je tudi v Evropi nekaj znakov, ki so prav tako znamenja upanja. Tukaj mislim na porast števila katehumenov, ki ga opažajo v Franciji, kjer je bilo lani med velikonočno vigilijo krščenih 40 ali celo 45% več katehumenov kot prejšnje leto. Podatki o tistih, ki se pripravljajo na letošnji krst, torej pri prihodnji vigiliji, prav tako nakazujejo dodatno rast v primerjavi na lansko leto. Podobno velja za Milano in še za marsikod drugod. In kako je pri nas? V družini so poročali, da je bilo v Ljubljani srečanje katehumenov lani 14. decembra, torej pred enim mesecem. Takrat je nadškof Stanislav Zore povedal: število vsako leto, hvala Bogu, raste. Letos jih je bilo kar 180. Med sveto mašo sem vsakemu od njih izročil knjižico Jezusovih evangelijev ter jih v pridigi ob zgledu Janeza Krstnika spodbudil k pokončni hoji za Kristusom. Naj Bog blagoslavlja vašo pripravo na prejem zakramentov v župnijah in v življenje iz njih. Dodatno je zapisano, da se je število katehumenov v ljubljanski nadškofiji v zadnjih 5 letih potrojilo. Dragi bratje in sestre, to so zgodbe upanja. To je razodetje nebeškega Očeta, ki vztrajno išče pot do človeka. Prav vsakega je vesel, prav tako kot je bil vesel svojega sina Jezusa ob krstu v Jordanu. Vsakega želi pritegniti k sebi in ga imeti za svojega otroka. Vsakega tudi spodbuja, naj živi za nebesa in mu po Jezusu obljublja, da bo vedno z njim. Zato se mu odprimo in naredimo vse, da bo imel prosto pot do nas in da bo preko nas mogel priti naproti še drugim ljudem. Naj nam pomaga on sam svojo milostjo in jo v nas tudi obnavlja. Ob koncu vas povabim, da na praznik Jezusovega krsta pomislimo tudi na spodbudo prejšnjega papeža Frančiška, ki nas je velikokrat spodbujal in nam naročal, naj bo dan svetega krsta za kristjana vsaj tako pomemben kot rojstni dan in da se spodobi, da poznamo dan svojega krsta, datum, ko smo bili sprejeti v občestvo Cerkve in ko so pri krstu obljubili ali mi sami ali pa naši starši in botri, če smo bili krščeni kot otroci, da se bomo odpovedali grehu in izpovedali vero v trojedinega Boga. Sedaj bomo izjemoma izpovedali vero tako, da bomo obnovili krstne obljube. Zato vas povabim, da vstanete. Dragi bratje in sestre, pri svetem krstu smo bili z velikonočno skrivnostjo pokopani s Kristusom v smrt, da bi z njim živeli Božje življenje. Odpovedali smo se hudemu duhu in njegovim delom in obljubili, da bomo Bogu služili v sveti katoliški cerkvi. Zato vas vprašam, se odpoveste grehu, da boste živeli v svobodi Božjih otrok? Se odpoveste zapeljivosti zla, da bi vam ne gospodoval greh? Se odpoveste hudemu duhu, ki je začetnik in vzrok greha? Verujete v Boga Očeta Vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje? Verujete v Jezusa Kristusa, njegovega edinega Sina, našega Gospoda, ki je bil rojen iz Device Marije, umrl in bil v grob položen, vstal od mrtvih in je sedaj v Božji slavi? Verujete v Svetega Duha, v Svetokatoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, naše vstajenje in večno življenje? Vsemogočni Bog, Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, nas je prerodil iz vode in Svetega Duha in nam podelil odpuščanje grehov.
Naj nas varuje svojo milostjo v Jezusu Kristusu, našem Gospodu, za večno življenje. Bratje in sestre, praznik Jezusovega krsta nas vabi, naj v sebi obnovimo krstno milost, obrnimo se k Jezusu in ga ponižno prosimo. Gospod, prosimo te za papeža Leona XIV. In za naše škofe, ki bodo v tem tednu obiskali svetega očeta. Blagoslavljaj njihovo delo in jih navdihuj, da bodo zvesto in zavzeto opravljali svojo pastirsko službo. Gospod, prosimo te za vse nas, da bi se radi spominjali tega, da smo pri svetem krstu postali Božji otroci in člani cerkve, ter da nas je nebeški Oče vesel, kot je bil vesel Jezusa ob krstu v reki Jordan. Gospod, prosimo te za vse katehumene, naj se dobro pripravijo na prejem sakramenta svetega krsta, tvoja beseda naj jih tako pritegne, da bodo vedno ostali zvesti tej izbiri in ti bodo vedno sledili na vsej poti tvojega življenja. Prosimo te, usliši nas. Gospod, prosimo te tudi za naše krstne botre in starše, ki so nam omogočili, da smo prejeli sveti krst. Tudi njim daj moč in jih blagoslavljaj, da bodo na vsej stvari in dogodke gledali v luči vere. Prosimo te, usliši nas. Gospod, skrbi nas, ko gledamo svet, kjer je vsak dan več nemira, nasilja in vojen. Prosimo te, da daj voditeljem narodov razumnost, da bodo zmogli sprejemati odločitve, ki bodo prenesle tako želeni mir. Prosimo te, usliši nas. Gospod, pri krstu si nam dal obljubo večnega življenja. Prosimo te, izpolni to obljubo in sprejmi v večno življenje vse naše drage rajne. Prosimo te, usliši nas. Nebeški Oče, blaženi škof Anton Martin Slomšek je luč na poti našega krščanskega življenja. Naj nas spremlja njegov zgled in podpira njegova priprošnja, da bomo v edinosti s teboj in med seboj napredovali v viri, upanju in ljubezni in bodo uslišane naše prošnje za njegovo kanonizacijo. To prosimo po Kristusu našem Gospodu. Amen. Blaženi Anton Martin Slomšek, prosi za nas.
Molimo, bratje in sestre, naj Bog vsemogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Nebeški Oče, sprejmi naše darove ob razodetju svojega ljubljenega Sina, pridruži jih daritvi njega, ki je izmil grehe sveta in s teboj živi in kraljuje vekomaj. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi, da se ti zahvaljujemo, res je pravično, da tebe, Sveti Oče, slavimo. S čudovitimi dogodki ob reki Jordanu si napovedal skrivnost novega krsta. Glas iz nebes je naznanil, da se je tvoja beseda naselila na zemlji. Sveti Duh podobi goloba je bil znamenje, da je tvoj služabnik Jezus obljubljeni odrešenik, ki ga pošiljaš oznaniti blagovest ubogim. Združeni z angeli v nebesih te vedno slavimo in tvojemu veličastvu nenehno pojemo. Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbiraš svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zbrani smo na prvi dan tednu, ko je naš Gospod vstal od mrtvih in nam podaril večno življenje. Zato te ponižno prosimo, da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo, naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vire.
Usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja Tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajanja in v nebohoda in tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo Ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glevnje jagnje, ki Ti je bilo darovano v spravo. Napolni nas Svetim Duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. On naj nas popolni za večno daritev Tebi, da bomo mogli prejeti dediščino s Tvojimi izvoljenimi, najprej s preblaženo Devico Božjo Materjo Marijo, z njenim možem svetim Jožefom, svetimi apostoli in slavnimi mučenci, svetim Rupertom, z blaženim Antonom Martinom Slomškom in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri Tebi s svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu v mir in zveličanje. Utrjuj v viri in ljubezni na zemeljski poti svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža Leona, našega škofa Maksimiljana, v škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri Oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred Teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Sprejmi dobrotno v svoje kraljestvo naše rajne brate in sestre, še prav posebej pokojnega duhovnika Alojza Beka, pokojno Emilijo Hodko in vse, ki so se v Tvoji milosti ločili z tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali Tvojo slavo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deliš svetu vse dobrine. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha vsa čast in slava na vse veke vekov. Izvoljeni izraelski narod je na svoji poti odrešenja Bogu dal mnogo različnih imen. Najvišji, vsemogočni, On, ki je, stvarnik, kralj, sveti, sodnik in še mnogo drugih. V božični skrivnosti, ko je rojeno Božje dete, pa nam Bog sam odkrije svojo najglobljo podobo. On je Oče. Zato pri Jezusovem krstu slišimo glas Boga Očeta, ki nam odkrije svojo ljubezen do Sina Jezusa. To je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje. Ko je naša čela oblila krstna voda, nekatere v tej cerkvi, druge drugje, smo tudi mi postali ne samo otroci svojih staršev, ampak ljubljeni Božji otroci. Upajmo, da naš nebeški Oče ima nad nami enako veselje kot nad Jezusom. Zato zdaj zaupno, z ljubeznijo in hvaležnostjo izmolimo najdražjo molitev. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, ob Tvojem rojstvu so angeli oznanjali mir ljudem na zemlji. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir, bodi vedno z vami. Danes je nedelja, ko se še posebej spominjamo Svetega krsta. S prejemom sakramenta Svetega krsta smo tudi mi bili očiščeni greha in postali Božji otroci. A zakaj je tako pomemben? Evangelist Matej Jezusov krst opisuje tudi kot eno izmed Božjih razodetij, saj je Jezus potem postal bolj opazen. Nabral je prve učence, delal čudeže in ozdravljal bolezni.
Danes po svetu v spredje ne prihajajo dobra dela ali zgledi, ki nam jih daje Božji sin. Danes vladajo nemiri, spori in vojne. Naj bo stisk roke, pozdrav miru, ne le znamenje miru, ki ga voščimo bližnjemu, temveč tudi znamenje prejema Božje ljubezni in čistosti, ki jo sicer prejmemo ob svetem krstu. Naj v spredje zopet pride Jezusov zgled in naj nas to spremlja v odnosih našega vsakdana. Mir z vami. Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo.
Molimo. Dobri Bog, okrepčal si nas svetimi darovi. Ponižno te prosimo, naj zvesto poslušamo Tvojega Sina, da se bomo smeli imenovati in tudi bomo Tvoji otroci. Po Kristusu našem Gospodu. Iskrena hvala vsem, ki ste bili z nami tukaj v cerkvi, vsem, ki ste bili povezani z nami ali pa mi z vami tudi po radijskih valovih. Naj povezanost ostane, morda v tem trenutku tudi povabimo k povezanosti z našimi škofi, ki prosijo tudi za molitev za prihodnji teden, ko bodo na uradnem obisku v Vatikanu. Vse nas pa naj res spremlja Božji blagoslov, da bomo mogli živeti kot ljubljeni Božji otroci. Gospod z vami, blagoslovi in varuj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru. Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci programa Ars in Radia Ognjišče. Na nedeljo Jezusovega krsta smo iz cerkve svetega Rupreta v župniji Videm Krško neposredno prenašali sveto mašo. Daroval jo je župnik Alojz Kačičnik. Pri maši je sodeloval mešani pevski zbor Videmčan pod vodstvom organistke Manje Molan. Prenos je omogočila tehnična ekipa Radia Slovenija, mojster zvoka Urban Gruden, oblikovalec zvoka Martin Florjančič in tehnični producent Grega Peterka. Želimo vam lepo nedeljo.